Tour 202. Lepo pozdravljeni, izjemna sezona za slovensko kolesarstvo je znova za nami. Tadej Pogačar jo je končal na prvem mestu na svetovni lestvici in z novo zmago na spomeniku. Primož Roglič pa na tretjem mestu dosegel je svojo 80. zmago v karieri, mavrično majico pa je osvojil Matej Mohorič. Trije smo danes skupaj, Igor Tominec in Luka Dolar sta spremljala najboljšo v Italiji v zadnjih dneh. Živijo, Igor. Živijo. Hej, Luka. Živijo, lepo zdrav. Tudi moje ime pa je Luka, pišem se Petrič, tole je Tour 202. Kolesarski podcast Vala 202. Fantastičen uspeh za Pogačarja, spet je osvojil spomenik, spet je osvojil Lombardijo, tretji zapored. Skoraj vsak drug podcast bi s tem začeli, ker je neverjetno, da je spet dosegel izjemen dosežek, ampak se bi rad najprej posvetil velikemu prestopu, ker je pa to še bolj neverjetno, sploh kako se je vse razvilo, tedni, meseci, morda leta ugiban, ali bo Primož Roglič šel, kam bo šel in odločil se je zapustiti Jumbo, oditi k Bori, Hansgrohe, ali je to dobra poteza zanj? Ja, sam osebno mislim, da zagotovo dobra poteza, ki jo je nekako v glavi premleval že najmanj od konca lanskega tura, in potem je ta zadeva nekako zorela v glavi in potem dozorela v zadnjem tednu Vuelte. Takrat se je Primož Roglič nekako soočil z novo realno situacijo pri Jumbo Vismi, namreč da nima več, kako bi rekel, osrednje besede pri strategiji, pri taktiki, da je seveda na nek način na Vuelti tudi bilo razumljivo, da niso dovolili napadati svojega kolesarja v rdeči majici, ampak mislim, da se je z leti nabiralo in da je Roglič na koncu res poiskal izhod v sili. Potem je bilo vprašanje pač kam, ker je bilo zainteresiranih veliko moštev, mislim, da vsaj nekako 5-6 moštev bi lahko bilo finančno dovolj sposobnih, da bi odkupili to pogodbo. Na koncu se je odločil za nemško Boro Hansgrohe, za katero mislim, da je zagotovo, če potegnemo črto in pretehtamo vse dejavnike, najboljša možna odločitev. Imajo odlično opremo, imajo odlične pomočnike in to je tisto, na kar je gledal Primož Roglič pred naslednjim turom. Bolj kot na finančne podrobnosti pogodbe, ampak tudi te seveda niso slabe. Zdaj se je končno vključil v krog najbolje plačanih kolesarjev na svetu, kar bi si zaslužil že pred leti in leti, ampak na koncu nekako lahko ugotavljamo, da mu Jumbo Visma, kljub temu, da so govorili, da je njihov kralj, nikoli niso priznali tiste osrednje vloge v svojem moštvu in tudi najboljše pogodbe, in zdaj mislim, da se bo pri Bori Hansgrohe povsem drugače počutil. Bo pa seveda vprašanje, kaj bo lahko naredil na turu pri 34, mislim pa, da ima še vedno zelo mlade kolesarske noge, glede na to, da je prestopil v ta šport šele pri 22 letih in da je še vedno realno, če se vsi planeti pravilno postavijo in če se vse karte pravilno premešajo, da lahko napade tudi francoski tur. Če pa mu ne bo uspelo zmagati, pa mislim, da se bo vseeno bolje počutil po koncu takšne 3-tedenske dirke, kot pa po letošnji Vuelti, ko je vse nekako obviselo v zraku in ni bil prepričan, kako in kaj bo sploh se z Grand Touri pri Jumbo Vismi v naslednji sezoni. Ali bo prvi kapetan, ali bo imel proste roke in tako naprej. Važna je pot in ne cilj. Se mi zdi, da tej misli sledi Primož Roglič v zadnjem obdobju in mislim, da je z te poti malce zašel pri Jumbo Vismi, da se ni več našel na tej poti in potem je poiskal novo pot in po tej poti verjame, da bo prišel do tega cilja, ker tudi sam, saj ne skriva, kaj mi manjka, po to sem prišel, dirka po Švici, dirka po Franciji, še kakšna, ampak osrednja zagotovo ta po Franciji, še ena misel pa ob tem prestopu
morda nam niso znane vse podrobnosti v ozadju, tudi ko sprašujemo, ne dobimo informacij, morda je tu še kaj v zvezi s financami, ampak tu ne mislim na Primožovo pogodbo konkretno, ne vem, morda kakšne druge stvari, ki pa jih mogoče nekoč izvemo ali pa tudi ne in so to samo ugibanja, nekaj indicov v to smer smo ujeli, konkretnih ne, tako da bi bile za javnost recimo, lahko pa da je še kaj v ozadju in bo prihodnost potrdila, da je Primož res šel z neke poti, ki morda ni več vodila do pravega cilja, ampak da je znova Primož našel to pravo pot. Igor, prej si omenil 5-6 ekip je bilo v igri za to, da bi dobilo njegov podpis, odločil se je za Boro. Slišali smo tudi Izrael Premier Tech, ki naj bi mu ponudil še donosnejšo pogodbo, torej na koncu se vendarle ni odločil zgolj za denar, čeprav si predstavljam, kot sta oba omenila, da je bilo tudi to pomembno, da mu je drugo moštvo pokazalo, da je več vreden, vsaj na bančnem računu, kot Jumbo Visma. 5-6 ekip, še kaj konkretnih imen, razen Izrael Premier Tech? Ja, poleg Izraela bi imel denar, da odkupi njegovo pogodbo tudi Ineos, ne vem, če ameriški Lidl Trek, Movistar, španska ekipa, mislim, da je najšibkejša finančno in kljub temu, da se je nekako ponujala v kombinacijah, mislim, da je bilo za prestop tja najmanj možnosti, čeprav Movistar bi tako kot Bora lahko ponudila močne pomočnike. Ineos v tem trenutku nima najboljše zasedbe v ekipi, sploh ne vem, kako je nekako v tem britanskem moštvu prišlo do tega, kajti finance so imeli najmočnejše v zadnjih letih, v zadnjem desetletju. In potem je na koncu Roglič prišel do tega, da Bora Hansgrohe lahko ponudi dobro pogodbo, poleg tega pa lahko ponudi tudi odlično opremo Specialized in lahko ponudi tudi prave pomočnike za Tour. Poleg njega bosta v ekipo prestopila tudi Dani Martinez in Mateo Sobrero, že to sta dva dobra pomočnika, pa potem še vsi tisti, ki so doslej bili v ekipi, denimo nemški prvak Emanuel Buchmann, Rus, Aleksander Vlasov in še mnoga imena, da ne bom zdaj le koga pozabil v tem hitrem naštevanju. Skratka, Primož za seboj ima močno zasedbo in mislim, da bi lahko dejansko na Touru vse podredili naslednje leto njemu in ga pripeljali do res vrhunskega rezultata. Ja, prisluhnimo Primožu Rogliču, 8 let je bil član Jumba, odločitev zamenjati okolje pa na koncu ni bila zelo težka, je povedal. V bistvu niti ne, no. To je, tako kot sem rekel, osvojili smo res vse, kar se da, res ustvarili skupaj neverjetne zgodbe, ampak če je šansa, če je možnost v življenju, vedno bi probal še kaj drugega in gremo sedaj novim izzivom naproti. In kaj je vaš največji izziv, ki vam je ostal? Ste postavili, ne vem, tudi kakšne pogoje mogoče nemški ekipi? Vsi vemo, iti na tiste dirke, ki mi še manjkajo, se tam boriti za najvišja mesta. Bo šel še kdo z vami, mogoče od Jumbo Visme, ali bomo to izvedeli kasneje ali ne? Kaj pa jaz vem, ne? Se zdaj skozi to kolesarski svet, jaz ne vem več, kaj se v bistvu dogaja in bomo videli. Pustimo čas. Nekaj besed še o Bori. Lani 4. ekipa na jakostni lestvici, letos 10. Igor, omenil si nekaj novih imen v ekipi. Dani Martinez izstopa med temi. V svojih vrstah sicer nekoč je bila znana ekipa, potem da je imela Petra Sagana, svetovnega prvaka, 6-kratnega,
7-kratnega zmagovalca v točkovanju na dirki po Franciji. 2-krat ekipa je bila najboljša na dirki Paris-Nica v zadnjih letih, ko je bila vse uspešnejša tudi v več etapnih dirkah. Polet je dobil dirko po Nemčiji predlani, pa Vlasov Romandijo lani in seveda največji uspeh Jai Hindley na Giru. Letos tudi Hindley, nosilec rumene majice na Touru, potem ko je dobil eno od etap. To je bila 5. etapna zmaga za ekipo na Tourih v zadnjih 4 letih, oziroma 4. Meus je potem v zadnji etapi poskrbel za 5. Po proračunu in jakosti torej ne spada na najvišjo raven v bok Jumbo, UAE in Ineosu, kot sta povedala, ampak je pa morda med temi ekipami v drugem nivoju pri vrhu in me predvsem zanima o moštvu in organiziranosti moštva v tem, kaj je nakazovalo moštvo, glede na to, da je šef moštva Ralf Denk rekel, da so v zadnjih letih nekaj denarja privarčevali, zato da so ga lahko zdaj namenili pogodbi za Primoža Rogliča, kar se mi zdi v kolesarskem svetu, pa tudi sicer v svetu modernega športa, ko vsak evro takoj porabi in mora takoj ga prenesti naprej. Veliko ekip, klubov, da naštevamo nogometu, tudi naredi velik dolg za to, da lahko konkurirajo. Bora pa je zato, da je v naslednjem letu konkurenčna, varčevala v zadnjih letih, kar se mi zdi tudi zelo smotrno, smelo razmišljanje za vrhunski športni klub. Ta izjava Ralfa Denka me je res presenetila, ampak po drugi strani je pa to tudi najbolj tipična možna nemška izjava. Torej, šef ekipe je zadnja leta varčeval in nalagal denar v banki, zato da je čakal pravi trenutek, ko bo lahko odkupil enega največjih zvezdnikov svetovnega kolesarstva, in ko je letos spremljal intervjuje Primoža Rogliča v zadnjem tednu Vuelte, je začutil to, kar je svetovna kolesarska javnost tudi že čutila kar nekaj časa, torej najmanj 1 leto, da se približujejo izhodna vrata Rogliča v Jumbo Vismi, in tako je stopil v akcijo in kasneje povedal, da je zahtevalo vse skupaj samo en daljši sestanek, pa sta se vse dogovorila. Skratka, varčevanje, zato da se na koncu porabi denar za velikega zvezdnika svetovnega kolesarstva. Zagotovo Denk ni šel v tole akcijo tako nekako, da bi kupil mačka v žaklju, ampak je vse možne kandidate ves čas napeto spremljal in mislim, da je ocenil, da lahko s Primožem še nekaj let dosega velike stvari. Luka, na koncu pogovora z Primožem si ga vprašal, če bo še kdo odšel z njim iz Jumba k Bori. Je kaj novega na tem? Nič novega, odšli bodo pa predvsem podatki, se mi zdi, s Primožem k Bori, in to lahko spremeni tisto, kar si prej omenil, da Bora iz najboljše drugorazredne ekipe, če smo še vedno pri tem, da je to še vedno 4., 5. ekipa na svetu, stopil ta elitni razred. Že kolega z televizije David Čermelj je v enem izmed podcastov med Vuelto razlagal o tem, kako je to pomembno v svetu kolesarstva, čeprav se nam zdi morda precej banalno ali pa da na tem nivoju že vsi vse tako ali tako dobro vejo, pa je to tista stvar, ki se mi zdi, da bo še najbolj pomembna, če jo odnese oziroma prinese s seboj Primož Roglič, morda potem čez kakšno leto. Ne verjamem, da že letos še kdo, tudi uradno še niso potrdili glede njegovega trenerja, tudi trenerja Wouta van Aerta, da prihaja k Bori. To bi bil še en hud udarec recimo za Jumbo Vismo. Ravno to se je morda dogajalo Ineosu, tedaj še Skyu pred približno 5-10 leti, ko so nekateri kolesari odšli iz ekipe in potem to znanje tudi prenesli, razširili po karavani, bi se lahko morda tudi to zdaj zgodilo. Bi pa rad še slišal zdaj Tadeja Pogačarja in se navezal na nekaj, o čemer si ti prej govoril, Igor. Prisluhnemo, kaj o Primožovi odločitvi in o Bori meni Tadej Pogačar.
Ja, Primož je res si naredil kariero v Jumbo Vismi, res je imel, mislim, da sem imel zelo dober tam, ampak ja, če je čas za spremembo, je čas za spremembo in mislim, da tudi Bora Henschgrog zna biti zelo dobra ekipa za njega, mislim, oprema je top, sestava ekipe je tudi zelo dobra in mislim, da bo lahko lider, kjer bo hotel in ja, mislim, da je dobra odločitev. Ja, Tadej Pogačar je torej omenil dobra ekipa in izpostavil vrhunska oprema. Prej si že ti o tem govoril, Igor, Specialized naj bi bil celo v igri, da bi odšel k Jumbu, pa se na koncu ni tako razpletlo in zdaj prihaja Roglič k Specialized ekipi. Zakaj to velja za eno od prednosti ekipe, Igor? Ja, kdor je tehnološko nekoliko naprej, ima seveda prednost pred konkurenco. Tukaj gre seveda za marginalne malenkosti. Tukaj ne moremo govoriti, da bo zdaj Roglič kar sekundo na kilometr hitrejši, kot je bil do zdaj. Ampak vemo v Formuli 1, kako lahko krog odpelješ z dirkalnikom Red Bull, kako ga lahko odpelješ, ne vem, z Williamsom ali Haasom. Tako da vsak seveda ima rad pod seboj najboljšo možno opremo, najboljši material in mislim, da bo Roglič tukaj veliko naredil čez zimo in tudi v začetku naslednje sezone. Še zlasti, če ga res vleče ubranitev olimpijskega naslova v kronometru. Če ga to res vleče, kar so nekateri že zapisali, potem bo seveda moral ogromno testirati čez zimo in se na ta način tudi pripraviti. In seveda je lahko testirati, če imaš najboljšo opremo ali pa eno najboljših na svetu, bolje kot če moraš začeti nekako iz slabšega izhodišča. In kako lepo Bora to gradi, ne? Ta oprema je prišla k njim s Petrom Saganom, Specialized, in zdaj bodo dodali recimo še te podatke in tako se bo lepo vse sestavilo, na koncu po nemško načrtovano do zadnjega. Ja, prisluhnemo šefu te ekipe, Ralfu Denku, ki ni prvič vabil Primoža Rogliča v svojo ekipo. Bora je leta 2016 že želela Primoža Rogliča tedaj z Adria Mobile pripeljati v svojo ekipo, ampak ekipa takrat še ni bila članica svetovne serije, ampak celinske, zato se je Roglič odločil za odhod na Nizozemsko. Quite the same as 8 years ago, and that surprised me. The talk to him, the conversation to him 8 years ago was, he was an amateur rider in Adria Mobile, and now he's one of the biggest or famous cyclists in the world. But from the personality, was feeling good for me to have the same, more or less the same Primož as 8 years ago. And I think that's count of him. He stay with 2 feet still on the ground. And that is also a personality, I think, what's fit to us. Huh? Ja, Ralf Denk je bil to, ki je povedal, da sta imela letos s Primožem Rogličem podoben pogovor kot pred 8 leti, pa čeprav je bil tedaj amater, zdaj pa je eden najboljših na svetu, ni se veliko spremenil, z obema nogama je trdno na tleh, njegova osebnost pa paše v moštvu Bore, je povedal Denk. Prisluhnimo še športnemu direktorju zdaj njegovega nekdanjega kluba, nekdanje ekipe Franza Masna. O tem je govoril, kako je Jumbo sprejel odločitev Primoža Rogliča, da najde novo sredino. We know already some time that it was a bit in his mind, and he deserves to follow his what he wants. So he wanted to try something else, and we have to respect that. And it's fine. We have 8 great years with him, and now he has. Sometimes it's good to change, and I don't like it, but at the end it's his decision, and we have to respect that.
Ja, Masen je rekel, da so že nekaj časa vedeli, da si je želel novega izziva in da je bilo treba spoštovati njegovo odločitev, njegove želje, saj si je to tudi zaslužil. 8 izjemnih let so imeli skupaj, je povedal Masen, in sicer ni vesel, da odhaja Primož Roglič, ampak je potrdil oziroma poudaril, da je treba njegovo odločitev spoštovati. Redko vidimo prestope v kolesarstvu, torej v nogometu, pogosto v drugih športih, ne malokrat, ampak v kolesarstvu pa tekmovalec ponavadi svojo pogodbo oddela do konca. Kako to, da da je bilo tokrat drugače, oziroma zakaj je tega sploh tako malo v kolesarstvu? Dva pokazatelja imamo, da je moštvo Jumbo Visma kljub številnim zmagam in kljub nenormalnim uspehom zadnjih let v finančnih težavah. Eden so te govorice o združitvi z moštvom Soudal Quickstep, ki se zdaj, kot vse kaže, ne bodo uresničile. Skratka, ker Jumbo kot eden glavnih sponzorjev zapušča ekipo, očitno nimajo tako rožnato postlano, da bi kar z lahkoto dobili novega, zelo močnega sponzorja. Druga stvar, ki kaže, da Jumbo ni v tako cvetočem finančnem položaju, pa je to, da so pač sprostili mesto z Rogličevo pogodbo, poleg tega pa še zaslužili neuradno nekje med 3,5 milijona evrov. Torej, ta prestop je pravi presedan v svetovnem kolesarstvu. Tu gre že za veliko vsoto, pravzaprav lahko rečemo, da niti nogometašev slovenskih ni veliko, ki bi dosegli ob prestopu ta trenutek tako visoko ceno. Skratka, to kaže na to, da je Jumbo na nek način tudi moral iskati rešitve v sili v tem trenutku, kajti sicer se mi zdi, da bi zelo, zelo otežili Rogličev prestop v drugo ekipo in bi nekako zahtevali, da oddela svojo pogodbo do konca, kajti vendarle jim pa prinese 15 zmag na sezono in za razmeroma nizko pogodbo, ki jo je imel pri Jumbu, bi si vsak želel, da takšen kolesar še ostane v njihovih vrstah. Ni veliko denarja v svetu kolesarstva, če primerjamo z nogometom in govorimo o teh prestopih, zato precej logično bom rekel, zdaj so tudi začeli s časom Tadeja Pogačarja uvajati te odškodnine, abnormalne, o 100 milijonih govorimo v primeru Tadeja, v primeru Remka Evenepoela. To so zneski, ki so nedosegljivi kolesarskim ekipam in tu je zelo enostavno vse skupaj potem, zakaj ne pride do tega odkupa pogodb. Se mi zdi, da tudi tale Primožov primer bo še nekaj časa čakal na naslednika. Ja, se je pa Masen na koncu tudi pošalil, da bi lahko Primož prišel nazaj po 2 letih, ko dela pogodbo pri Bori. I told him yesterday, in 2 years you come back to us and we see you again. He said yes. I didn't say yes, but we will see. Ja, videli bomo, ni rekel ja, ampak videli bomo, je povedal Masen. S tem je tudi razkril, kar sprva niso pri Bori, da je pogodba dolga 2 leti. Konec meseca bo torej Primož Roglič praznoval svoj 34. rojstni dan. Je že kar v letih za vrhunskega športnika. Šef njegove nove ekipe Ralf Denk pa meni, da ni prestar, predvsem zaradi tega, kar si tudi prej ti omenil, Igor, je pozno začel svojo kolesarsko kariero. He started very late with cycling, and I think is still some energy left, and also health freshness is there as well. I think it's a different point of view if Primož start to cycling in under 9 or under 11 in the categories, but he start in the under 23, and so I think there's still some passion and power there. I think it's not a limited factor at age. Drugače bi bilo, če bi začel kolesariti pri 9 letih, ne pa v konkurenci do 23. leta, je povedal Denk. Kaj vi domenite, Luka, koliko let vrhunskega kolesarstva ima Primož še pred seboj?
3-5, nekje tu se pogovarjamo, ko razčlenjujemo to temo, to starost, bom rekel, tudi če bi začel kolesariti pri 30, še ne pomeni, da bi potem kar do 45. telo seveda naredi svoje, kakorkoli leta naredijo svoje na telesu, tako da ja, to pogodbo, ki jo ima, kot si dobro razbral, 2 leti z Boro, kaj se bo potem tudi rezultatsko zgodilo, je verjetno zanimivo za vse, če bo v tem času vse osvojil. Mislim, da tudi Primož ne bo prav dolgo še ustrajal in se v narekovajih mučil, kot ne vem, Chris Froome letos, oziroma zdaj, ko je prišel k Izraelu, pa ga letos sploh nismo zasledili na resni dirki, bom rekel. Ampak mislim, da Primož ni tak kolesar, da bi se vozil tam, kjer se zdaj Chris Froome. Ja, Igor, tvoje mnenje, glede na to, da je imel Primož svojo najboljšo sezono doslej, kar zadeva zmag v enem koledarskem letu. Končal ga je s 15 zmagami, kar je seveda fantastičen dosežek. Ja, Primož je bil v tej sezoni prerojen tudi zaradi lanske operacije rame in končno je odpeljal sezono brez velikih fizičnih težav in zaradi tega je nanizal takšno serijo zmag. Kar je prepričalo Ralfa Denka, je to, da še vedno govori zelo motiviran o svojih ciljih in v tej fazi kariere je samo od glave in motivacijskih dejavnikov odvisno, koliko let bo še zmagoval. Fizično njegov organizem ni izrabljen, konec koncev, če smo povsem natančni, saj na kolesu dela te ogromne kilometre manj časa, kot pa denimo mladi Tadej Pogačar. Tako da Roglič ima še pač veliko pred seboj do tistih generalnih servisov, kot če uporabim malo grdo primerjavo iz sveta avtomobilizma. Skratka, lahko še zmaguje, dokler bo vse delovalo v glavi in dokler bodo ti motivi. Ko bo enkrat osvojil dirko po Franciji, se lahko zgodi, da pač ta motivacija pade in da potem v nadaljevanju kariere ne bo več tako močen, kot je v tem trenutku, ampak to je čista špekulacija. Morda bi ga potem vleklo še po eno in še po eno, ampak skratka, mislim, da dokler ne osvoji te dirke po Franciji, da bo kar ustrajal trmasto še sezono pa še sezono in da ima tudi povsem realne možnosti, da še ustraja, ker ima te možnosti. Konec koncev do tiste starosti, pri kateri se je poslovil Alejandro Valverde, ga loči še veliko let, pa Geraint Thomas, ki je tudi še letos bil v boju za Grand Tour, torej na Giru, je tudi še precej starejši od njega. Skratka, nobenih razlogov, da ta hip ne bi res razmišljali, da bo še 3 do 5 let lahko zmagoval. Všeč mi je ta tvoja trdna napoved, ne če bo zmagal, ampak ko bo zmagal na Touru brez pogojnika. Prej smo malce govorili o Bori, kaj Bora prinaša, kakšno ekipo ima. Ali je Bora dovolj močno sestavljena za naslednje leto z Martinezom in z ostalimi, ki prihajajo brez Polita, ki je, kot nekateri že prej, odšel iz Bore k UAE. Ali je ekipa dovolj dobro sestavljena in organizirana, da lahko osvoji Tour s Primožem Rogličem? Ja, zagotovo. Prej sem nekaj imen že naštel, pa sem pri tistem naštevanju še izpustil Avstralca Jaya Hindleya, tukaj je še Kolumbijec Sergio Higuita, tukaj je nekaj odličnih Avstrijcev, pa seveda svoja nemška imena, kot Emanuel Buchmann, Nico Denc, Dani Martinez, s katerim sta se lani borila za končno zmago na dirki po, mislim, da je bila Pariz-Nica, ali pa morda ne za skupno zmago, pač pa za zmago v kraljevski etapi, ta bo zdaj njegov pomočnik. Koga bodo dali za kapetana na druge Grand Toure, je tudi še vprašanje. Zagotovo bo eno mesto kapetansko, bodi si na Giru, bodi si na Vuelti, dobil mladi Belgijec Kian Uijtdebroeks in
eno verjetno Rus Aleksandar Vlasov. Skratka, kljub temu, če ne stavijo prav vseh konjev, kar jih imajo samo na Tour de France, bo za Primoža še vedno zelo močna ekipa. Mislim, da je zelo pomembno, če se bo dokončal ta posel še s trenerjem Markom Lambertsom, ki naj bi iz Jumba prestopil v Boro. Nekateri časopisi v Belgiji in na Nizozemskem, ki so najbolje informirani, pišejo, da je to že tako rekoč dokončan posel, da bo prišel ta njegov trener iz Jumba Bori. Skratka, tukaj je še izjemno pomembna zadeva. In še ena stvar bi se lahko uresničila čez leto dni, ko se Tratniku izteče pogodba pri Jumbu Vismi, da bi se mu pridružil še ta največji kolega v poklicnem kolesarstvu in potem bi pa tako rekoč imel res sanjsko moštvo. Igor omenil veliko adutov torej pri Bori. Te kaj skrbi, Luka, da bi se morda te, ki so zdaj tam, ne bi podredili Primožu Rogliču, da ne bi zdaj z Jai Hindley, ki je bil vodja moštva na Touru, vodja moštva prej na Giru, se podredil drugemu kolesarju? Indici v to smer že gredo, govorimo samo o pozitivnih ali pa slišimo samo pozitivne komentarje na prestop Primoža, ko izjave dajo sotekmovalci oziroma zdaj pač člani Bore, Hans Grohe, ampak Kian Uijtdebroeks je že eden izmed tistih, od katerega je bilo slišati, da mu to ni všeč zaradi lastnih ambicij. V klubu mlad kolesar, zmagovalec Tour de l'Avenirja pred 2 letoma in morda tu ne bo šlo vse tako gladko. Spet po drugi strani, pa če se še navežem na prejšnjo misel, ko je Ana Marija Lampič prišla v biatlon, so vse naše tekmovalke začele teči odlično. V primerjavi s sezono prej, recimo. Ta efekt lahko pričakujemo, mislim, da tudi pri Bori in bodo vsi ti kolesari, ki jih je prej omenjal Igor, dobro, z izjemo morda kakšnega, postali še boljši, če pa jim to uspe, so pa potem že najboljši lahko. Ja, ravno ta optimističen zorni kot, če gledamo iz te smeri za Uijtdebroeksa. Primož Roglič bo prišel s svojim znanjem, prinesel bo tudi nekaj širšega znanja iz ekipe in dober temelj za naprej, za Boro, iz katerega pa bo črpal lahko Uijtdebroeks, tako da iz tega vidika morda pa vendarle boljše nadaljevanje, bolj svetlo prihodnost še zanj. Nekaj še o zapuščini Primoža Rogliča pri Jumbu, pa prisluhnemo najprej enemu od ključnih mož pri ekipi Jumbo Visma, Francu Massnu. He brought us to the level we are now. And he asked a lot from all the riders, from all the staff, and also in first he asked a lot of himself. He is incredible strong in his head. He had a lot of bad injuries, bad crashes. But every time he came back even stronger and you never can beat Primož. Ja, Massen je povedal, da je Jumbo zaradi njega prišel do ravni, na kateri je zdaj, da je Roglič veliko zahteval od sebe, od svojih moštvenih kolegov, tudi od osebja, precej grdih poškodb je imel, nesrečnih padcev, ampak vedno se je vrnil močnejši kot prej. Massen je povedal, da je neuničljiv. Ko sem ga poslušal, Luka, se ne morem znebiti občutka, da poslušam neko očetovsko figuro, ki govori o svojem odhajajočem sinu. Pa jaz nikoli se še nisem pogovarjal s Francem Massnom, ti si se, čutiš neko posebno vez tu? Vsekakor tu posebna vez je, ker to je človek, ki je govoril z Bogdanom Finkom. Bogdan ga je poklical, ko je bil Primož v Adriji, mu rekel, tu imamo enega fanta, sicer skakalca, ampak ima številke, da bi mu lahko uspelo in Franz Massen je oseba, ki se je, bom rekel, tudi v veliki meri zavzela za to, da pride Primož na Nizozemsko. Razložil nam je tudi še enkrat to zgodbo, kako so ga potem vzeli na testiranja in vse naprej in nazaj. Bil je pa ob tej izjavi vsekakor malce emocionalen, še bolj to je bilo na štartu Lombardije, čustvenega dne, vsekakor. Je pa ne nazadnje tudi starejši gospod Franz Massen že in vse skupaj verjetno doživlja še malce bolj čustveno zaradi tega.
Igor, Rogličeva zapuščina. Ja, ko je prišel v moštvo Jumbo Visma, je bilo to 14. moštvo na svetu, nekaj malega so zmagovali, prav veliko pa ne. Skratka, niti niso imeli tiste zmagovalne mentalitete, da bi lahko napadli zmage na največjih 3-tedenskih dirkah in moral je priti v moštvo nekdo, ki je seveda bil nekoliko izven tega okvirja in začel razlagati, da zdaj se pa moramo pripraviti na to, da bomo naskakovali Giro, da bomo naskakovali Tour in tako naprej. Da je Primož mislil resno, je pokazal, mislim, da že svojim čisto prvim nastopom na Grand Touru, ko so ga dali na uvodni prolog Gira in je samo za nekaj stotink zgrešil že kar zmago in rožnato majico vodilnega ob začetku Gira 2016, potem je v nadaljevanju dirke dobil vožnjo na čas in potem se je obrnil proti najprej etapnim zmagam na Touru in poskrbel za veliko euforijo v Sloveniji, seveda, ker je napadal cilje, v katerih si prej slovenski ljubitelji kolesarstva nismo upali niti pomisliti. Pozneje pa še seveda na skupni seštevek in z njegovo rastjo je rasla tudi zmagovalna mentaliteta Jumba Visme in danes je to ekipa, ki gre prav na vsaki dirki na zmago. Ob začetku leta 2016 pa je bilo daleč od tega. Roglič torej odhaja zdaj, v naslednji sezoni bo dirkal v Bori pri tej nemški ekipi. Še nekaj je bilo govoric v zadnjih tednih o tem, da se naj bi združila Jumbo Visma in Soudal Quick-Step, to je zdaj propadlo, pa tudi, da bi Remco Evenepoel, ki je glasno govoril o tem, da bi želel najti novo sredino, odšel k Ineosu. Je tu kaj novosti, kaj bolj oprijemljivega kot prej? Remco je potrdil na cilju Lombardije, da ostaja v Quick-Stepu in če to reče, potem verjetno res bo ostal. Soudal je pa sponzor, ki je, mislim, da bolj želel k Jumbo Vismi oziroma Soudal Visma bi bila potem, ampak se to ni zgodilo in se ne bo zgodilo, če vse drži zdaj, kot so nekako uradno tudi obelodanili pri belgijskem kolektivu. Je pa tu verjetno na mestu vprašanje, zakaj Jumbo Visma, najboljša ekipa na svetu v lanski sezoni, letos, kot kaže, bo to uspelo Emiratom, gledano na lestvico, ne dobi pokrovitelja, sponzorja, ker očitno, ko v kolesarstvu vse dosežeš, nisi več zanimiv, ne vem, kako bi si to razlagal. Če se vrnem spet k nogometu, ne vem, Real Madrid, ko osvoji Ligo prvakov, verjetno trkajo, kdo bi še bil sponzor lahko. Tu pač očitno ni tako pri kolesarstvu. Bi lahko naslednje leto videli vse 4 največje na Touru, glede na to, da je Remco zdaj ostal pri Soudalu, da bodo imeli vsi 4, torej da ponovim, kdo to so seveda na največjih dirkah, če sta Mathieu van der Poel in Wout van Aert vselej zelo velika kandidata za najvišje uvrstitve na enodnevnih dirkah, pa so veliki 4 tudi na večtedenskih dirkah, Jonas Vingegaard, Tadej Pogačar, Primož Roglič in Remco Evenepoel. Ob tem, kar sta zdaj povedala, da Remco Evenepoel ostaja pri Soudal Quick-Step, so tudi pri podcastu The Move Lanca Armstronga in Johana Brunela rekli, da je on največji poraženec tega prestopnega roka, Primož Roglič pa največji zmagovalec zadnjih tednov. Bi se lahko zgodilo, če se vrnem k osnovnemu vprašanju, da bi lahko na Touru naslednje leto 2024 na posebnem Touru, ki se ne bo končal v Parizu, ampak v Nici 5 dni pred začetkom olimpijskih iger, videli vse 4, vsak v svojem moštvu. Ali je to možno in ali je to realno? Igor. Možno je, seveda, vendar pa je veliko ugibanj v smeri, da se bo Tadej Pogačar odpovedal francoskemu Touru in se mogoče odločil za dvojček Giro Vuelta, ampak trenutno so
to vse skupaj še ugibanja, morda bomo že kaj več vedeli po petkovi predstavitvi Gira v Trentu. Skratka, lahko, da se to zgodi, je pa tudi precej možnosti, da se ne bo. Če gledam z vidika Remka Evenepoela, se mi zdi, da ima razmeroma malo možnosti recimo na turu proti Rogliču in Vingegordu, tudi če se Pogačar ne odloči za tur. Če bo prišel Pogačar tudi na tur, ki je edini do zdaj zanimal arabske šejke, potem bi še manjše možnosti bile za Belgica in bi nekako moral iskati alternativne rešitve. Če pa se Pogačar odloči, ker njegova ekipa pa je vendarle precej italijansko obarvana, da starta na Giro, ki je hladnejša dirka od tura in bi jo veliko lažje dobro oddirkal in osvojil, pa potem še Vuelto, enkrat v karieri je treba tudi presekati in iti na pa če kakšno drugo dirko kot tur, sicer bo na koncu jasno zmanjkalo časa. Mislim, da je Pogačar trenutno v tej fazi, da želi narediti čim več kljukic na seznamu želenih zmag v svoji karieri. Potem pa bi se lahko v nadaljevanju kariere, ko bi vse te parcialne cilje dosegel, res posvetil samo pripravam na tur. Dejstvo je, da Pogačarja zanima še marsikaj poleg tura, čeprav smo ga v Sloveniji pač kar nekaj let enačili samo s tem, da je poskušal in dvakrat tudi dobil tur. Skratka, Pogačar želi zmagovati tudi na enodnevnih klasikah, pa o Giro je že nekajkrat razglabljal. Pa konec koncev nekaj je tudi baskovsko-špansko obarvanega v njegovem moštvu. Tudi ti ljudje bi seveda bili izjemno veseli, če bi spet poskusil na Vuelti. Skratka, trenutno sem samo za 100% prepričan, da bosta na turu, to sta Jonas Vingegaard in Primož Roglič. Za preostala dva pa so tu možne določene špekulacije. Remko Evenepoel je že med Vuelto, ko je doživel tisto bridko etapo in izgubil praktično dirko, ponavljal, da je bila to dobra šola za tur naslednje leto. Torej, če se ne bo premislil, gre na tur, želi tam preizkusiti vse skupaj, ali pa bo analiza enostavno pokazala, da še ni za te hribe in konkurenčen najboljšim. Tadej Pogačar na turu, ne vem, rekel nam je na koncu v Lombardiji nekaj novega bomo poizkusili. Pustil je vse v zraku po tehtnem premisleku, je dal ta odgovor. Ali je to Gir plus tur, se sprašujem. Tur se konča v Nici. Nica je njemu bolj domača kot klanec pri Komendi. Nico je letos zmagal v dirko od Pariza do Nice. Na zadnji etapi je konkurenci povedal praktično, kje jih bo napadal in jih je in se jim je odpeljal z Jonasom Vingegaardom na čelu. Težko si predstavljam na koncu dne, da bi tedaj Pogačar izpustil tur, ki se konča v Nici, glede na to, da ima zdaj 2 rani na francoski pentli, da bi potem na domačem dvorišču si očital, da ni poizkusil. Ja, res zanimivo bo to videti. Veliko kljukic je še v naslednji sezoni, Igor, kot si omenil, te, ki bi jih rad obkljukal, občrtal. Torej, Tadej Pogačar, olimpijske igre se torej začnejo kmalu za turom. Eno kljukico dodatno pa je mu je uspela v soboto, sicer takšno, ki jo je prej že obkljukal, ampak postal je šele 3. v zgodovini dirke po Lombardiji, ki je ta spomenik dobil 3. zapored in ja, še ena suverena zmaga. Ponavadi te dirke zmaguje na klancih, tokrat pa jo je na spustu. Tam sta bila. Kakšna dirka je bila? Ja, začel je napad na klancu, Rus Aleksandar Vlasov se ga je edini držal, potem pa je posel dokončal na spustu. To je res, ta spust je tudi dodobra preštudiral. Tako v minuli izvedbi pred 2 letoma, kot tudi na ogledu proge pred letošnjo dirko, tudi prihranil vse tiste atome moči prav za to dirko.
da jih ni pokuril preveč na prejšnjih, predvsem na 3 dolinah Varezeja, ki ni tako pomembna preizkušnja. Skratka, Tadeja Pogačarja moramo imati kot zelo celovitega kolesarja, ki bi rad nastopal marsikje, kajti enodnevne dirke so na nek način zelo privlačne zaradi tega, ker imajo toliko taktičnih različic in vse moraš narediti prav. Na 3-tedenskih dirkah ali pa na enotedenskih vendarle gre bolj na tisto izčrpavanje, počasi odpadajo iz boja za skupni seštevek kolesarji, dostikrat niti ni treba narediti nekih hudih taktičnih potez, da prideš do najboljšega položaja. Na enodnevnih pa je to povsem drugače, je na nek način loterija, na nek način pa tudi branje svoje konkurence in mislim, da je to tisto, kar privlači Pogačarja in da bo v naslednjih letih še vedno skušal zmagovati na spomenikih, poleg tega, da tudi na Grand Tourih. Neverjeten je Tadej Pogačar, to moramo vedeti na vsakem koraku. Mislim, da ga je letos na Lombardiji še posebno gnal ta spust. Fausto Masnada 2 leti nazaj ga je ujel na tem spustu. Letos sem ga vprašal po dirki in je priznal, da tisti spust je bil enostavno katastrofalen. Letos tehnično izjemen. In po mojem je bil to eden izmed glavnih motivatorjev za to, da se je odpeljal in kapamo dol, glede na to, da je na svetovnem prvenstvu že izgledal obupan, skoraj da zaradi poškodbe in vseh muk, ki jih je pretrpel na turu, želel zaključiti praktično sezono, ampak se je zbral, sestavil za Italijo in tu je Lombardija številka 3. Ja, v letošnji sezoni smo Tadeja Pogačarja pogosto videli že kar pošteno načetega, to je bilo v zaključku letošnjega tura, ko smo videli, da ni več 100% in da ga je napadel takrat tudi herpes. Potem je bil po medalji na svetovnem prvenstvu tudi popolnoma uničen. Letos poleg dirk se je moral spopadati še s to poškodbo zapestja, ne smemo pozabiti. In konec koncev ne smemo ob tej zmagi na Lombardiji spregledati, da je tudi tukaj bil nekoliko zdravstveno načet, kar se je med drugim že slišalo tudi v njegovem glasu. Skratka, ena stvar za premislek pred naslednjo sezono je ne samo na katere Grand Toure, pač pa tudi kako nekako privarčevati kakšen atom moči več, kajti kolesarstvo konec koncev je šport, v katerem je treba na to stalno misliti. Takrat, ko je boj za zmago, seveda potrošiti vse svoje moči, potem pa najti tudi obdobja, ko se baterije napolnajo nazaj. Ja, res neverjetno, da ni bil povsem v fantastični, najboljši formi, kondiciji, kakorkoli lahko temu rečemo, ampak na koncu 5. zmaga na spomenikih v 12. poskusu. Fantastična statistika. Ko smo že pri fantastičnih dosežkih, izjemen teden je zaokrožil Matej Mohorič, najboljši na svetovnem prvenstvu v kolesarstvu na Makadamu. Priznam, da do prejšnjega tedna nisem vedel, da obstaja svetovno prvenstvo v kolesarstvu na Makadamu. Lahko več o tem poveš, Luka? Ker je bilo šele drugo svetovno prvenstvo in tudi širša javnost bo verjetno bolj pozorna zdaj na vse skupaj. Ampak konkurenca dobra, Wout van Aert je bil zraven. Super konkurenca, je pa Matej, če držijo te informacije, predvsem zaradi oziroma tudi zaradi predstavitve novega kolesa odšel na to prvenstvo s podporo njegove ekipe Bahrain Victorious, seveda v dresu državne reprezentance je tam tekmoval in na koncu mislim, da je sam spet najbolje vse skupaj povzel. To je moj teren in enostavno sem se kot otrok vozil po Makadamu, po takšnih cestah in super. Igor, tebi bi pa še nekaj vprašal in sicer o Sepu Kusu oziroma o Jošku Kosu, kot si ga preimenoval, ko si našel njegove slovenske korenine v vasi Žvirce. Ja, Žvirče v Suhi krajini. Ni najbolj poznana vas.
Dokumentarno zgodbo o tem lahko slišite tudi na tem kanalu, na Šport 202, nekaj objav nazaj. Boste našli zgodbo o Sepu Kusu in njegovih slovenskih koreninah. Slišali bomo tudi en odsek. Najprej pa povej, Igor, kaj te je najbolj navdušilo, ko si preiskoval to zgodbo? Ja, začelo se je vse skupaj prav za tole oddajo, Tour 202 ob koncu Vuelte, potem ko je postalo jasno, da bo Sepp Kuss prišel do zmage na Vuelti, sem začel malo raziskovati, malo bolj podrobno, ja, glede na to, da o njegovih slovenskih koreninah doslej v Sloveniji ni bilo veliko objavljenega. Veljalo pa je, da prihajajo njegovi stari starši iz okolice Gorice in dokaj hitro po teh internetnih straneh, ki jih vodijo slovenski izseljenci v ZDA, je postalo jasno, da to ni Gorica, pač pa Ivančna Gorica. Potem sem še povsem tako neobvezno napisal eno elektronsko sporočilo njegovim sorodnikom, če mi lahko v tej zgodovini povejo kaj več, in res sem potem dobil ključne podatke. In potem, ko enkrat zagrizeš v to zgodbo, se kar hitro najdeš, da si ob 1-2 zjutraj še vedno za računalnikom, ker te ena zadeva, neko raziskovanje tako potegne. In potem sem napisal tole Twitter nit, ki je imela veliko odziva, in na koncu sem videl, da je to zgodbo treba spraviti tudi v neko audio reportažo. Vključila sta se še MMC-jev novinar Toni Gruden, ki je tudi študiral zgodovino, in pa njegov kolega Miha Šimac, ki je priznan zgodovinar in zna, kako naj rečem, brati te stare zapisnike iz župni, ki so bili napisani v gotici in ki jih verjetno mi trije ne bi znali niti razbrati. In potem se je stvar razvila in na koncu smo šli še snemati v tisto domačo vas, kjer se jim seveda sanjalo ni o teh sorodniških vezeh s Seppom Kussom, ampak tudi tam se je razvnela zares zanimiva debata. Bilo je zelo, lahko rečem, najmanj nenavadno, ko sva s Tonijem Grudnom prišla v to vas in povedala, da raziskujeva nekaj zgodovino, in so naju začudeno gledali, kaj bi zdaj vidva tukaj rada, ampak potem je beseda dala besedo, tako ali tako pa so prebivalci te vasi izjemno prijazni in so nama podali podatke in še pogostili. Skratka, zanimivo doživetje, lahko rečem, in na koncu je prišlo iz vsega tega tudi še ogromno nekih izsledkov, tako da je zdaj Sepp Kuss že raziskan res do potankosti, kar zadeva slovenske korenine. Ima pa tudi druge, njegova mati je Nemka, njegov ded pa se je poročil z Italijanko, skratka ima veliko različnih korenin, slovenskih je 25%, je pa jasno, malo takšnih slovenskih zgodb, večje nacije, kot so Italijani in tako naprej, imajo veliko več takšnih zgodb, za Slovenijo je pa bolj unikatna in zaradi tega, verjamem, bolj zanimiva. Izkazalo se je, da se je mladenič, ki se je 16 leti izselil v Ameriko, rodil 12. julija 1874 v Žvirčah v Suhi krajini. Krščen je bil kot Fortunat Kos. Ne vemo, kako ga je klicala mama, morda Srečko, morda pa kaj bolj podobnega Fredu, kakor se je preimenoval, ko se je preselil prek Velike Luže. Kaj vse je počel v Sloveniji, težko rečemo, ker je praktično že zelo zgodaj kot mladenič odšel na tuje, najbrž zaradi tega, ker je imel sporočila tudi starejšega brata, ki je šel že pred njim v Ameriko, pa vabilo naj pride tja. Verjetno je zraven povezano to slabo ekonomsko stanje v Suhi krajini in pa tudi marsikdo je pobegnil zaradi vojaškega nabora. Ne morem ugotavljati, lahko pa bi slutil, da se je tudi on znašel na spisku tistih, ki so se želeli izogniti vojaščini in se je odpravil na tuje. Najverjetneje, ko je prišel na migracijsko točko, je povedal, kako se piše, in povedal je z dolenjskim naglasom, kar pa vemo, da ni Kos, kot rečemo danes, slovnično slovensko, ampak po domače se sliši Kus. In tako so ga tudi zapisali. Kaj je počel na tujem, pa vemo.
Očitno se je znašel pri bratu, najprej delal tam, potem pri drugih Slovencih, ki so si ustvarili ugled, moč, verjetno tudi pri Zajcu, ki je takrat bil glavna osebnost v Leadvillu, in pa, kot vemo iz zapisov, je delal v rudniku. V Leadvillu je pa živelo 30 do 40 tisoč ljudi. Lahko bi si tam našel življenjsko sopotnico, ampak je počakal, da pride iz njegove vasi iz Slovenije oziroma iz Kranjske. Kaj bi se o tem lahko povedalo? To je zdaj bolj kot ne špekulacija, zakaj je želel točno domačinko, ne samo iz Slovenije, točno iz svoje vasi, svojo sokrajanko, svojo sosedo praktično si je izbral za družico. Zanimivo je, da je to ostalo v družinskem spominu pri Kusih, da je poslal domov po ženo, po soprogo. Najbrž je pa, glede na starostno razliko, so se ti otroci poznali, so se družili in mu je ostala 14-letna mladenka v spominu, pa si je zato potem želel prav nje. Zgodba je šla tako daleč, da je resnično poslal domov po Ivanko, ki je prišla v Ameriko in neposredno zelo kmalu po njenem prihodu sta se tudi poročila v Leadvillu. Najstniška ljubezen ni zarjavela. Ivanka oziroma Johana König, po poroki Johana Kus, je torej prišla v Colorado iz iste vasi, tako rekoč z istega dvorišča. Ko je bilo o teh dveh prednikih Sepa Kusa že toliko znanega, smo se z mikrofonom odpravili v Žvirče. Vas je imela nekoč prek 600 prebivalcev, danes jih ima le še okrog 120. Samo dva se še pišeta Kos. Hitro smo našli 91-letno Angelo in po nekajminutnem preverjanju podatkov je bilo že jasno, da je bil njen stari oče brat v Ameriko izseljenega Fortunata. Angela Kos, po domače Antončkova, iz Žvirč. Ja, stari oče, se ga res majhno spomnim, ker sem bila majhna, ne. Tak, možak je bil, močan, pa se spomnim, rada sem šla kje dol. Angelin ded Janez Kos je ostal doma na kmetiji, medtem ko sta dva od 7 otrok v družini odšla s trebuhom za kruhom v Ameriko. Žvirče, torej kraj, iz katerega prihajajo predniki Sepa Kusa. Dokumentarec o njegovih slovenskih koreninah najdete torej v kanalu Šport 202, tako kot doslej tudi naš in vaš kolesarski podcast Tour 202, ki pa bo od prihodne sezone naprej na voljo v svojem posebnem kanalu. Do takrat je še precej časa, vas bomo sproti spomnili in spominjali, da ne boste pozabili. Hvala, da ste bili z nami do konca, hvala tudi vama, Igor in Luka. Uživajte, se slišimo. Tour 202.